Tako kot v vsaki urbani družbi se tudi v Zasavju posamezniki združujejo v interesne skupine. Imamo kulturnike, ki se ukvarjajo z gledališčem, poezijo, zborovskim petjem, imamo rockerje, imamo skaterje in imamo motoriste. Slednji so se že pred leti organizirali v motoristični klub imenovan Satanovi bratje ali originalno Satan's Brothers in v času svojega delovanja so na svojstven način prav tako dobro kot druge skupine poskrbeli za promocijo Zasavja. Na letnih zborih motoristov se ljubitelji Harlijevih angelov zberejo malodane iz vse Evrope. Ne tako dolgo nazaj pa smo si, spomnimo se, Zasavčani lahko ogledali tudi njihov zanimiv pristop k ohceti, ki je niso pospremile ne orgle, ne umetelni Elvis Presley, temveč bučni hrup motorjev. In če je povsem normalno, da interesne skupine v družbi obstajajo, je morda povsem normalno tudi to, da si želijo najti svoj prostor pod soncem. Za kulturnike smo poskrbeli in jim zgradili dvorane. Rolerji so v Trbovljah svojo pisto že dobili, v Zagorju naj bi jo ob občinskem prazniku. Rockerji pa že zaradi nostalgije najpogosteje žagajo v garažah, kjer se po pripovedovanju legend rojevajo najboljši komadi. Kaj pa motoristi, katerih dom so ceste in družica čelada? No, Satan's Brothers so si svoje prostore najprej uredili v stavbi v Zagorju, ko pa tam niso bili več dobrodošli, so se obrnili na župane. Najprej v Zagorju, potem v Trbovljah. Odkrili so namreč prostor, nekdanjo bivšo graščino Potjorek, kjer že dolgo ne diha živa duša. Zamislili ste si zanimivo ureditev celotnega kompleksa? Ja, ker recimo v Trbovljih pa v Zagorju rečemo, imaš zdaj veliko teh skupin, imaš skaterje, rockerje, imaš mlade rock grupe, ki nimajo kud trenirati, ne? Rečemo vežbati svojo tisto musko. Satan's Brothers bi dol v tisti bajt noter zrihtali, recimo tam bi bil en tak informativni center za vse zasavske motoriste, pa tudi recimo bi se iz tujine lahko pripeljali motoristi, bi pa nas imeli varovano opremo, bi lahko tam prespali, rečemo, in po zasavskih gostilnah bi kupovali hrano, pa pijačo, pa vse, v glavnem turizem bi zaživel, ne. Po drugi strani bi pa tudi, rečemo, te lokalne rock skupine lahko tam špilale in bi mladina se imela kot zbirati, je pa neki. Satan's Brothersi ne dovolimo nobenih drog. In jasno, če bojo kjerekoli druge take alternativne skupine tam, ki je tacga imele kudarkoli v Zasavju, tam se bo svašta dogajalo, ne. Če bomo Satan imeli, tam se pa sigurno bo špikali in bomo recimo vzgojno delovali na mlade, ne, da ne bojo zdaj prepšejan ulic, ker zdaj v Zasavju imaš noter sam lahko se ga nažreš v gostilni, drugega pa nimaš, ne. Recimo tudi tile mladi umetniki, pa ne zaradi mene tiste slike gor pustim, da, kar je čez soboto nedelo narisal, pa ne si to rockerji ali pa mladina ogleda, v glavnem to bi bilo en tak kompleks, ne. Pa so vas odgovori župana danes zadovoljili? Ja, kaki, ne. Župan je rekel, nov, ne, da bojo spet proučevali, pa to lahko proučujejo že 20 let, pa še zdaj ni nič tam, ne. Ker si niso znali pomagati drugače, so se včeraj protestno zbrali pred stavbo občine Trbovlje. Zahtevali so svoj prostor pod soncem in to v Potjoreku, kamor so že vložili nekaj svojega truda in menda objekt očistili za cel tovornjak smeti. Župan Trbovelj Janez Malovrh jih je sprejel in začeli so se pogovori. Župan s sodelavci jim je obrazložil, da je celotni kompleks, katerega del je tudi zaenkrat motoristični prostor, v lasti občine Trbovlje. Ta iz upravičenih ekonomskih razlogov že dlje časa išče kupca oziroma investitorja, ki bi kompleks spravil k življenju. In na obzorju se je ponudnik celo pojavil. To naj bi bilo podjetje Promet iz bližine Domžal, ki naj bi kompleks izkoristilo za svoj obsežen podjetniški program. Najemnina, ki so jo za prostor pripravljeni plačevati zasavski motoristi, te ponudbe očitno ne more utehtati. Za županovo mizo je strani motoristov padlo kar nekaj očitkov, češ da je župan že ves čas vedel, da bo občina kompleks prodala in je tako motoristom vzbudil lažno upanje in zagon, da so objekt očistili. Župan pa jim je zagotovil, da podpira njihovo druženje kot druženje vseh podobnih skupin in jih spodbudil, naj nadaljujejo z iskanjem primernega objekta drugje. Po njegovem bodo več razumevanja in možnosti našli na zemljiščih v lasti rudnika Trbovlje-Hrastnik ali termoelektrarne. Ja, odgovor občine je takšen, kakršnega so dobili že pri razgovoru oziroma po strokovni preverbi te lokacije. Objekt, ki ga bi želeli imeti, je v takšnem stanju, da je praktično nevaren,
in če imela občina denar, bi ga že porušila. To je en vidik. Drug vidik pa je, da so se pojavili določeni interesi investitorjev na tem, bi rekel, na tem terenu oziroma na tej lokaciji. Lokacija je interesantna, urbanistično urejena in predvidena je v bistvu predvidena nekakšna obnova graščine Podjorek, ki je tudi posneta bila v neki diplomski nalogi na arhitekturi. Pred leti tudi porušena z namenom, da se zgradi. Nažalost je lokacija oziroma investitor, ki je porušil scagal. Mi smo, ko so urbanisti zadevo preverili, smo mi njim negativno odgovorili in skoraj z istimi besedami, no ne vem, če se znal ponoviti, sem danes tudi to povedal. Tako kot zadnjič, pa tudi danes sem urbanistom naročil, da ne poskušajo najti, če lahko najdejo kakšno lokacijo, isto sem njim povedal. Lokacijo predvsem tudi takšno, ki bi oni želeli, da ne bi motila preveč okolice, glede na relativno hrupnost motorju. Povedal sem pa, da me nič ne moti, če se mladi oziroma skupine tako ali drugače obarvane družijo in če najdejo lokacijo, ki je primerna, kot da bo stroka rekla, da se da kaj urediti, jaz sem za. Toda Satans Brothers, ki so jih na včerajšnjem protestnem shodu podprli tudi motoristi iz drugih koncev Slovenije, pravijo, da zaenkrat ne bodo iskali drugega prostora, temveč se bodo borili za Podjorek. Boste obrnili na občinski svet občine Trbovlje? Ja, drugega nam ne ostane, tisti list jim še lahko natipkamo, pa kja pošljemo, ne, sam, to so vsi ista jata, ti ptiči klonatar. Verjetno pa ne boste prenehali s iskanjem primernega prostora v Zasavju? Ja, zdaj se bomo kar tistega držali, kar smo si zamislili, ne, bomo videli, kakva bo situacija za naprej. Zasavski motoristi se bodo še naprej donkihotovsko borili z mlini na veter, kot je njihov namen parafraziral župan. Saj so mnenja, da je donkihotovsko tudi vzpostavljanje demokracije v naši mladi državi. In kaj bo storila občina Trbovlje, če se bodo Satanovi bratje še naprej zavzemali za Podjorek? Sem tudi danes rekel, da če mislijo, da je tu zdaj, da sem jaz proti motoristam, ki ne napišejo vlogo na svet, bo svet zarbitriral. Svet bo pa sigurno, do zdaj se je tako dogajalo, vprašal stroko. Stroko so urbanisti, ki so meni pismeno posredovali mnenje, ki sem ga jaz naprej posredoval.